Pozdravljeni! Kaj pa to, ko nam je uspelo priti v finalni večer Eurovizije, kljub temu, da so nekateri mislili, da nam ne bo? Moram najprej reči čestitke Zala in Gašper. Mislim, res sta nas dobro predstavljala in bil je preprost nastop in očitno je delovala, da smo prišli naprej. Kar se pa tiče v bistvu zdaj finalnega večera, pa bo kar bo. Pač upamo na najboljši rezultat, boljši kot je do zdaj kdaj bil, ampak tu se nikoli ne ve, ker glasuje v bistvu cela Evropa in okusi so različni, ljudje smo različni, ampak že sam preboj v finalni večer je nekaj in tudi dokaz, da sta ta par res ta pravi par za Eurosong. Pač makar je naporno, kljub temu, da je v bistvu bilo kar nekaj takih malih nestrinjanj oziroma nerazumevanj zdaj teh nekaj dni. Sploh po tem nekem prvem polfinalnem večeru so padle ene izjave, ki so bile napačno razumljene, ampak mislim, da imata tudi ona dva pravico pač malo pojamrati, potarnati, kak je v bistvu tam, da ni vse tako, kot se zdi in da mogoče zahteva kar veliko časa in vaje in dajanje intervjujev in res veliko trošenja energije, ko si tam na terenu. In pač tudi mi kdaj pojamramo, ko pridemo iz službe, pa so sodelavci naporni, ali je bilo delo naporno, stranke naporne, če delate kje z ljudmi. Mislim, da bi to lahko pogledali malo skozi prste. Dobro sta nas predstavljala, prišli smo naprej in to smo trenutno dosegli, zdaj pa pač upamo na čim boljšo uvrstitev. Pokomentiral bi tudi samo tisto kao obnašanje, ki je bilo tako moteče za nekatere, kako se je ona obnašala, v bistvu, da se je pač ugrnila. Mislim, delovala sta zelo utrujeno, ker verjetno sta res bila utrujena. Mislim, to ni enostavno biti ne vem koliko ur v tem nekem krogu, mehurju, ko te skozi nekaj sem pa tja, pa moraš zdaj ono, pa tretjo, pa pol še nastopati in potem čakati na te rezultate. V glavnem, sklepam, da je to res naporno in pa glede na to, da so v Tel Avivu, potem je tudi vroče in tudi klima na polno deluje. In tudi jaz nisem ljubitelj klime, pa makar jo celo imam in je ne vklapljam, rajši si zračen prostor, potem grem malo ven, se preluftati, pa potem mogoče klimo, ko je res vroče, spustim, ampak trenutno zdaj v bistvu še to ni potrebno, ker tako imamo zimo skoraj v Sloveniji, ampak v glavnem tudi jaz nisem ljubitelj klime, tudi ne v avtu. Tako da pač mogoče razumem tudi ta vidik, da se pač človek preprosto ogrne, ko ga zebe, ko mu je neprijetno, hoče, da mu je prijetno, toplo, pa tudi, da čim prej mine in se zve rezultat. Tako da po mojem mnenju ni čisto nič narobe, da se je pač ogrnila ali slovensko zastavo, ali z bundo, pač pa da je pol delovala zaspano oziroma da sta oba bila zaspana, utrujena. Kaj pa pač ljudje pričakuje, da bojo vsi te veseli in ne vem kaj se, pač se sta vesela, se sta pol popravila tvojo izjavo in nerazumevanje medijev. Tako da mislim, da sta čisto v redu, super predstavnika, dobro ima gre, simpatična sta, pesem je dobra, relevantna, tako da še enkrat se ponavljam, ampak res upam na čim boljši rezultat in uvrstitev. In to je to, kar sem hotel povedati. Na kratko in jedrnato. Kako se pa vam zdi, da ste se kaj odrezala? Lahko pustite kak komentar spodaj v komentarjih. Drugače pa hvala, da ste gledali moj video. Če vam je bil video všeč, mu lahko daste en thumbs up in pa se naročite na moj kanal. Lepo se imejte, pa se vidimo naslednjič. Čau!